V četrti pripravljalni tekmi zmaga v prvoligaškem obračunu proti Muri, na koncu visokih 3-1. Dolgo časa sicer ni kazalo na to, tokrat precej ligaški pogoji in Maribor je začel nevarno. S 16 minuti je Aleks Pihler po podaji Zahoviča stresel vratnico. V naslednji akciji prva priložnost za Muro, po podaji Karničnika je previsoko streljal Maroša. V 23. minuti je Karničnik poizkusil silovito z razdalje. V 31. minuti pa vodstvo za Maribor. Akcijo je začel Pihler na svoji polovici s podajo proti Matku. Matko in Martin Milec pa sta izvedla lepo dvojno podajo, po kateri je Matko zabil iz neposredne bližine za vodstvo. V 34. minuti nov poizkus Mure, streljal je Horvat. V 36. minuti pa je Kronaveter odvzel žogo Šturmu, podal Matku, toda njegov strel je Obradović ubranil. Na Premor se je šlo s prednostjo 1-0, na začetku drugega polčasa pa silovit začetek gostov in v 48. minuti izenačenje. Po podaji v kazenski prostor je Milec izbil, toda Filipović je bil najbližji žogi in zanesljivo zaključil mimo Piriča. V 54. minuti je neposredno iz kota poizkusil Bobičanic, Pirič se ni pustil premagati. No, potem pa v zaključku tekme po številnih menjavah spet Mariborčani do obdobja odlične in nevarne igre v napadu. Najprej po podaji Klinarja poizkusil Kramarič. V 78. minuti, le minuto zatem, je z leve strani podal Viler, streljal je Matko z glavo. V 80. minuti najlepša priložnost za vodstvo po kotu in gneči v kazenskem prostoru je Mitrović podal do Tavaresa, ta pa ni dobro zaključil. No, vendarle se je šlo do konca tekme za zmagoviti gol, ne samo en, ampak dva. Najprej v 91. minuti je Felipe Santos prodor po desni strani podal, tam pa je na drugi vratnici Rudi Požek-Vancaš zatresel za 2-1. Ostal je še čas za gol kapetana, tokrat je bila akcija ponovno po desni strani, ponovno je bil podajalec Denis Klinar, kapetan pa zatresel krasno z glavo za končnih 3-1. Jaz mislim, da smo pripravljeni, da smo odigrali v tem visokem tempu in na to je trener pač opravil te menjave. In tako da imamo teh 5 menjav skozi celo sezono in vsi igralci smo pripravljeni, čakamo svojo šanso in mislim, da je dobro, da imamo dolgi kader in da je konkurenca. Pa ja sam rekao da ja hoću da se igra do konca, da nikad nije gotovo, bez obzira kakav je rezultat. Mi moramo davati sve od sebe, a na kraju nekad izađe, nekad ne izađe, ali bar da ljudi i svi navijači koji nas prate da vide da dajemo sve od sebe. To je najmanje što možemo napraviti. Po prvoligaškem obračunu in zmagi sledi še naslednji prvoligaški obračun v zadnji pripravljalni tekmi v soboto. Ob 6. popoldne bo nasprotnik povratnik v prvo ligo Gorica.